Ali menite, da se ljudje dovolj zavedamo, kako pomembno je, da je hrana varna? V bistvu ne, v bistvu se ljudem to zdi samoumevno, to se jim zdi kot nekaj, kar pač mora biti. Dejansko pa ni samo problem, da je varna hrana, problem je tudi varno uživanje, varno prehranjevanje, pravilna razmerja med tem, kar jemo. Kaj pa je po vašem recimo problem za človeka v razviti Evropi? Problem za človeka v razviti Evropi je, da ima na voljo vsega preveč, da se ne zna več odločiti, kaj je tisto, kar je za njega res potrebno in kaj tisto, kaj ni za njega potrebno v tem kontekstu prehranjevanja in tudi seveda njegovega odnosa do hrane. In ni vedno res, da tisti, ki nam ponujejo hrano, nam za tisto ceno ponujejo res tisto kvaliteto, kot bi se zdelo, da je v tej hrani. In tukaj seveda nastopi pravzaprav konflikt današnje družbe, kar se hrane tiče. Katere so tiste najbolj tvegane okužbe s hrano? Danes najbolj tvegane okužbe so še vedno mikrobiološke okužbe. Potem seveda sledijo kemijske in potem sledijo seveda fizikalne. Zdaj, fizikalne, najbolj tipična fizična, ko govorimo o tem, je recimo radioaktivnost. In s tem pravzaprav, odkar smo se spametovali, če ni kakšne prav posebne nesreče, potem pravzaprav temu res da nismo izpostavljeni. Pri kemijskih smo izpostavljeni številnim tveganjem, saj imamo opravka s številnimi herbicidi, številnimi pesticidi, številnimi cidi, ki jih uporabljamo vzdolž živilsko-prehranske oskrbovalne verige in ti pridejo v hrano. In seveda, če človek, ki aplicira to vrste kemikalije skozi svojo tehnologijo, ne razume razmerij, deležev in malo slabo računa, potem lahko da bistveno tega preveč in nenadoma seveda je spravil strup v to hrano, v to živilo. Še posebej resne pri vrtičkarjih, ko delajo na majhno, jemljejo pa seveda vse te preparate iz velikih kanistrov, tako kot industrijsko to počnejo. In tretja, največja skupina so seveda mikrobiološka tveganja. Ta tveganja so zakaj tako pomembna? Zaradi tega, ker ta rastejo, ker se razmnožujejo, ker če je tveganje sedaj, se bo to tveganje razmnoževalo. Pri kemijskem tveganju, ko ste vi razredčili, je to tveganje manjše. Pri mikrobiološkem tveganju, ko ste vi razredčili, ste še več kontaminirali. Je kar nekaj bakterij, s katerimi se srečujemo, recimo v perutninski verigi s Campylobacter in je postal pravzaprav kontaminant številka 1 v Evropi, salmonela se je malo umaknila, imamo pa seveda tudi številne, bom rekel, plesni. Morda za konec še nasvet potrošnikom, kako naj izbiramo varno hrano? Prvi element dobrega potrošnika je v tem, da ve pravzaprav, kaj sploh želi. Ko ve, kaj želi, potem naj to kupi in naj kupi toliko, kot bo seveda tudi porabil. In ko si se pripravi to določeno živilo, naj to živilo pripravi v taki količini, da jo bo takrat tudi zaužil in da ne bo za njim nič ostajalo. To je gotovo najboljši recept, da ne ješ postane hrane in potem seveda je tudi verjetnost, da se bo z nečem kontaminiral zaradi tega, kar je stalo, nična. Kar se pa tiče seveda predpripravljene hrane, pakirane hrane, dajte jo ohranjati tako, kot je tam zapisano. Če reče, naj bo to na suhem, naj bo res na suhem. Če mora biti v hladilniku, naj bo v hladilniku. Moramo čitati to, kar piše. Ampak žal moram gotoviti, da pišemo marsikaj na vse te etikete gor. Samo 5 do 8% ljudi pa to čita.